Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo prenos svete maše, tokrat iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo župnik Ervin Mozetič, pel bo zbor svetega Marka. Prav lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da se nam pri prenosu svete maše pridružite. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Najprej en lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Slovenije in Radia Ognjišče, ki so danes pridruženi našemu občestvu. Pri današnji sveti maši bomo slišali Jezusa, ki nam pravi: ne boj se, mala čreda. Nas opogumlja, daje upanje. Pa se vprašajmo, smo v svetem letu, letu upanja. Smo se že podali na pot upanja. Smo zasidrali svoje življenje v Kristusu. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci, in daj nam prejeti obljubljeno dediščino po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Modrosti. Za tisto noč osvoboditve so naši očaki zvedeli vnaprej, da bi zanesljivo vedeli, katerim prisegam so verjeli, in se tako opogumili. Tvoje ljudstvo je pričakovalo rešitev za pravične in pogubo za sovražnike. S čimer si namreč nasprotnike kaznoval, si proslavil nas, ki si nas poklical k sebi. Sveti otroci dobrih so nas skrivaj žrtvovali in složno izražali zvestobo Božji postavi, da bi bili sveti enako deležni dobrin in nevarnosti, ter so že vnaprej prepevali hvalnice očetov. Poslušali smo Božjo besedo. Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda. Vriskajte, pravični v Gospodu, iskrenim se spodobi, da ga hvalijo. Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda, ljudstvu, ki si ga je izbral za dediščino. Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda. Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo, vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto. Gospod rešuje smrti njihovo dušo in jih preživlja v lakoti. Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda. Naša duša pričakuje Gospoda. On je naša pomoč in naša obramba. Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami, saj zaupamo vate. Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, vera je temelj tistega, v kar upamo, zagotovilo tistega, česar ne vidimo. Zaradi nje so namreč stari dosegli priznanje. Ker je Abraham veroval, je v Boga klic, naj odide v deželo, ki naj bi jo dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Ker je veroval, se je priselil v obljubljeno deželo kot tujec in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, prebival v šotorih.
Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje in njegov graditelj in stvaritelj Bog. Ker je Sara, ki je bila neplodna, virovala, je dobila moč, da je kljub starosti spočela. Saj je bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvest na nebu in kakor je brez števila peska na morskem obrežju. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premoženje in dajte v Boga ime. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane. Vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne. Resnično povem vam, opasal se bo in jih posadil za mizo, pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih tako najde, blagor jim. Vedite pa, če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil lomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Peter je rekel: Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse? Gospod je dejal: Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji odmeri hrano v pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela. Resnično povem vam, čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v svojem srcu: Moj gospodar zamuja svojim prihodom, in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel ob dnevu, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve. Presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo. In komur so veliko zaupali, bodo od njega veliko več terjali. To je Kristusov evangelij. V bistvu je današnji evangeljski odlomek zelo preprost.
Jezus naše življenje postavi v luč takratnih odnosov med gospodarjem in oskrbnikom. Čeprav se v prvem delu lahko zapletemo v misel, kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce, nam je na koncu povsem jasno, o čem Jezus govori. Ne gre za to, da bi morali delati nekaj posebnega. Gre za preprosto življenje v službi gospodarju. Jezus vidi, da je sam odnos med oskrbnikom in gospodarjem, čeprav sam po sebi jasen, pogosto zelo klavrn. Najbrž je večkrat doživljal držo, ki jo izraža neodgovorni oskrbnik, ko pravi: moj gospodar zamuja svojim prihodom, in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati. Če prenesemo to na naš odnos do Boga, potem je jasno, da nas Jezus vabi, da se sprašujemo, ali smo z veseljem v njegovi službi, ali pa se veselimo tega, da je daleč od nas in lahko vse delamo po svoje. Ali delamo tisto, kar od nas pričakuje Bog? Božje je, da se življenja veselimo in vidimo drugega. Je naša molitev prizadevanje, da življenjem posvečujemo njegovo ime, da med nas in po nas prihaja Božje kraljestvo in da izpolnjujemo njegovo voljo? In ne nazadnje, ali smo bogati v Bogu? Ni narobe, če imamo, če dobro jemo in pijemo ter počivamo. Težava je, če pozabljamo, da smo v službi gospodarja in nismo sami svoji gospodarji. Gre torej za ustvarjalen in sočuten odnos z dobrim očetom ter brati in sestrami. Jezus želi v nas prebuditi otroka, ki se veseli, da ga oče ljubi, otroka, ki očetu zaupa, ne glede na zahtevnost nalog. V teh vročih poletnih dneh dopustov in počitka, se mogoče vprašajmo, ali smo kot kristjani veseli sebe, Boga in svojih bližnjih. Ali vzamemo zares svoj notranji svet doživljanja, se ob njem ustavimo in o njem pred Bogom razmišljamo? Ali znamo svoja doživljanja, čutenja deliti s svojimi bližnjimi? Ali je vse bolj ali manj hladno izpolnjevanje gospodarjevih naročil? Jezus vsekakor želi, da bi bili veseli sebe in ponosni, da imamo takšnega gospodarja in okrog sebe toliko bratov in sester. Jezusu so bile blizu vrednote, kot so nežnost, sočutje, toplina. Kot njegovi učenci in učenke se ob njem učimo vsega tega. Na ta način nam Jezus želi povedati, da naj tako živimo, da bomo vedno pripravljeni na njegov prihod. Nekako nas nagovarja, naj bomo budni, saj ne vemo, kdaj se bo naše življenje izteklo. Hoče nam povedati, da nihče ne ve ne dneva, ne ure,
ko bo treba vse zapustiti in oditi iz tega sveta. Zemeljsko življenje je namreč vmesni čas med že in še ne. Sadove odrešenja že uživamo, a Boga bomo lahko gledali iz oči v oči šele v večnosti. Na večnost pa se lahko pripravimo samo sedaj, tukaj na zemlji. Priložnost, ki jo imamo, se ne bo ponovila. Zato se potrudimo za dobra dela, ki bodo naša dobra popotnica na poti v Božje kraljestvo. Zelo pomembno je, čemu v svojem življenju posvečamo posebno pozornost, kaj je tisto, kar nas najbolj nagovarja. Jezus nas želi odvrniti od tega, da bi vso svojo pozornost namenjali zemeljskim dobrinam in skrbem. Vse, kar ustvarimo tukaj na zemlji, bomo tudi pustili tukaj. Življenje teče, mi pa na žalost ustvarjamo dobrine za ta svet, zmanjka nam pa časa ali pa preprosto nimamo volje, da bi ustvarjali trajne dobrine, ki bodo šle z nami v večnost. To so tista dejanja, ki smo jih storili ljudem, ki nam jih niso mogli plačati. To, kar smo storili ljudem, ki so v stiski, in druga podobna taka dejanja. Zato nam Jezus jasno pove, kjer je vaš zaklad, tam je tudi vaše srce. Verjetno se tega vsi dobro zavedamo. Samo izbira včasih malo šepa, ko svet ponuja toliko stvari, ki so nam všeč. Zato prosimo za preudarnost, da bomo sposobni prav izbirati. In ne nazadnje, Jezus nas spodbuja z besedami: ne boj se, mala čreda. Tudi če bodo prišli neugodni časi in težave, bo Gospod z nami. Ni toliko pomembno, koliko nas je, ampak da je Bog z nami. Ko se zbiramo v njegovem imenu, je on vedno med nami. Pomembno je, da ta mala čreda živi resnično krščanstvo, da je naše srce pri Bogu, ki je naš največji zaklad, in da smo vedno pripravljeni na njegov klic. Jezus nas ne bo nikoli pustil samih, preveč nas ima rad. Zato bodimo pogumni na poti proti nebesom. Odprimo se njegovi milosti, da bomo lahko živeli po njegovem nauku in izpolnjevali njegovo voljo. On čaka na našo odločitev zanj vsak trenutek. Bodimo pogumni in se zoperstavimo pogubnemu toku sveta in se oprimimo njega, ki je naš edini odrešenik. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas,
pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznava en krst, odpuščanje grehov in pričakuje stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče nas vabi, da bi mu zaupali, zato mu izročimo naše prošnje. Pomagaj pastirjem cerkve, da bodo zvesti oskrbniki svetih skrivnosti. Prosimo te, usliši nas. Stoj ob strani vsem v naši domovini, da bomo znali sodelovati med seboj. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj nas z darom Svetega Duha, da ne bomo zašli od pravega nauka. Prosimo te, usliši nas. Ozri se na vse, ki vzgajajo otroke in jim velikodušno povrni za njihov trud. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi z usmiljenjem umrle, ki so se ta teden ločili od zemeljskega življenja. Prosimo te, usliši nas. Dobri Oče, daj, da bomo hrepeneli po tem, kar je nebeško, in ti služili z vsem srcem. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sprejmi darove svoje cerkve. Od tebe smo jih prejeli, spremenih v zakrament našega odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično. Res je za nas veličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočen in usmiljeni Bog. V svoji neizmerni Božji slavi
se sklanjaš k nam, umrljivim ljudem, in nam daješ zdravilo nesmrtnosti. Kakor smo po prvem človeku padli, tako nas rešuješ po novem človeku, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, od vsega zlatstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, Hosana na višavah, na Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov Ernesta in Marjota in staršev Senica, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetim Markom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Jezus, vjerujem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, prijeli smo telo in kri tvojega Sina, naj nas ozdravlja in utrjuje v luči tvoje resnice. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospode z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, s petjem je sodeloval zbor svetega Marka. Tehnična izvedba Radio Ognjišče in tehnik Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Lepo nedeljo vam želimo.